Festival študentskega filma je namenjen študentom in mlajšim. Gre se predvsem za neodvisno produkcijo, ki izvaja bodisi na vajah, bodisi v prostem času in ni plod neke produkcijske ekipe, studija ali česarkoli, kar stoji zadaj. Tako da so to dejansko neodvisni filmi, polni študentske kreativnosti in v bistvu to je tisto, kar želimo imeti tukaj. Festival je lani imel 4 kategorije: dokumentarni film, igrani film, eksperimentalni film in animacijo. Na sami podelitvi pa smo potem podelili še nagrado ljudstva. Petar in planet Sam. Dobro jutro, prijatelj! Kako čudovit dan! Dobrodošel v našem malem mestu. Sprašuješ, zakaj sem te povabil v goste?
Rad bi, da nekoga spoznaš. Nekoga, ki ti je zelo podoben in ki živi. Ne tukaj. Tako je že bolje. Tukaj, na koncu mesta, v tej zeleni hiški, živi Peter. Videti je, kot da ni nikogar doma. Kje je Peter? Tu ga ni. Tukaj ga ni, niti tu. Kje je Peter? Seveda, gotovo spi. Poglejmo skozi okno. Dobro, vem, da ni lepo gledati skozi tuje okna, a prepričan sem, da Peter ne bo jezen. Gremo. Postelja je prazna. Tukaj je. Dobro jutro, Peter. Dobro jutro. Kaj počneš? Nič. Dolgčas mi je. Zakaj ti je dolgčas? Nikogar nimam, da bi se z mano igral. Vsi so odšli. Ni mame, ni očeta. Potem pa pojdiva ven. Ja, pojdiva. Kje so ostali? Anja je odšla na počitnice k babici. Jan v planine starši. Torej se boš igral sam. Nočem se igrati sam. Kaj naj počnem? Raje se igram z Anjo in Janom. Je tudi tebi dolgčas, kadar ni nikogar, da bi se z njim igral. Lahko se spustiš po mojem toboganu. Zato pa nimam časa. Toliko vsega moram še postoriti, dan pa je tako kratek. Nimaš časa. Tako kot mamica in očka. Kar naprej hitita. Kaj bi dal, da bi imel krila in bi lahko odletel nekam, kjer bi našel prijatelja za igro. Hej, kdo se skriva? Kaj je to? Kdo si ti? Kaj počneš na Anjinem dvorišču? Jaz sem radovedni palček. Morda bi se pa ti igral z mano. Poglej, imam čudovit tobogan. Oprosti, meni ni do igre. Si žalosten, ker si sam? Ves, pobegnil sem od doma. Sam skrbim zase in potujem po svetu. Res? Tudi jaz bi to želel. Lahko bi odpotoval na morje in postal gusar. Ne gusar, kapitan gusarske ladje. Morda pa bi lahko potovala skupaj. Če te sliši vila radovednica, te bo odpeljala na tvoj dom. Potem boš tudi ti tako brez glavo hodil po svetu. Kdo je vila radovednica? Želel sem oditi od doma, ker mi je bilo dolgčas. Vila mi je izpolnila željo, a v zameno za pomoč sem mi moral obljubiti, da se ne bom nikoli več vrnil domov. In kaj boš zdaj? Zelo pogrešam očeta in mamo. Toda v najtežjih trenutkih vendar odidem domov, tako da zaprem oči in odpotujem v mislih. Je to mogoče? Pa to je fantastično! Mi lahko pokažeš? Seveda. Prijeti se morava za roki in zapreti oči. Počasi, najprej si moraš predstavljati, da letiš. V to moraš trdno verjeti. Verjamem, Peter trdno verjame. Letim! Poglej, kako lepo je. Tu sem se igral. To je moja hiša. Lepa je. To je moj očka. Kako lepo si. Le kje je moj mali palček? Ko bi se vsaj kdaj oglasil. Sam si je tako izbral. Zdaj se mora znajti sam. Veš, zdaj bi šel domov. Moja mama pride iz službe in rad bi jo poljubil. Seveda, Peter. Čas je, da se vrneš domov. Nasvidenje za zdaj. Zdaj si spet doma. Samo sanjal sem. Morda pa le niso bile le sanje. Pripovedovala je Jerneja Krapše. Scenarij napisale Danica Šubernik
Ljubica Lojanica, Špela Cvilak. Animacija Danica Šubernik. Glasba Boštjan Horvat. Avtorica in režiserka Danica Šubernik. Produkcija Danica Oblikovanje.